Vkolikor želimo podatke prikazati v obliki vrtilne tabele, moramo najprej razpolagati z osnovno tabelo, v katero že imamo vpisane določene vrednosti. V prvi vrstici tabele se morajo nahajati imena, opisi stolpcev. Zelo pomembno je, da smo dobro seznanjeni s svojo osnovno tabelo. Tabela, ki jo bomo uporabili za to predstavitev, vsebuje podatke o perilu iz družinske garderobe. Perilo je označeno po vrsti, datumu nakupa, barvi, nabavni ceni, številu pranj, temperaturi in starosti. Za vstavljanje vrtilne tabele moramo najprej izbrati obseg, iz katerega želimo, da vrtilna tabela črpa podatke. Zelo podobno kot pri grafih, ki tudi prikazujejo podatke neke tabele. Lahko označimo vse podatke, na primer po stolpcih, ali kliknemo nekam na tabelo in zaupamo računalniku, da bo sam pravilno izbral obseg osnovne tabele. Nato izberemo zavihek Vstavi, vrtilna tabela. Pojavno okno še enkrat prikaže obseg podatkov, ki jih bo tabela uporabila in ponudi izbiro, ali tabelo vnesemo na nov delovni list ali jo obdržimo na obstoječem delovnem listu. Sprejeli bomo privzete nastavitve in vrtilno tabelo vstavili na nov list. Za potrditev kliknemo v redu. Na prvi pogled opazimo, da računalnik ni prikazal nobenih novih podatkov. Prikazalo se je le prazno rezervirano mesto, kjer se bodo naši podatki prikazovali. To je zato, ker moramo najprej določiti, katere podatke sploh želimo prikazati. Na desni strani ekrana nastavljamo lastnosti vrtilne tabele. V zgornjem desnem delu so prikazani naslovi stolpcev osnovne tabele, kot so vrsta perila, datum nakupa in podobno. Vprašanje je, kaj sploh želimo prikazati. Za ta primer nas bo zanimal seznam vseh različnih kosov perila in koliko kosov tega perila imamo, se pravi vrste perila. Za prikaz podatkov povlečemo ime stolpca v eno izmed 4 praznih polj v spodnjem desnem delu ekrana. Ker nas zanima seznam različnih kosov perila, bomo stolpec vrsta perila prijeli in povlekli v prazno polje z naslovom vrstice. Ko spustimo, kaj se zgodi? V vrtilni tabeli se prikaže seznam vseh vrst perila, ki jih naša osnovna tabela vsebuje. Ta seznam je prikazan po vrsticah. Če isto ime stolpca povlečemo v prazno polje z naslovom stolpci, se prikaže enak seznam, vendar urejen po stolpcih. Za lažji pregled ga bomo vrnili med vrstice. Če želimo vedeti število kosov perila po njegovi vrsti, bi jih lahko ročno prešteli. Pregledamo osnovno tabelo in začnemo šteti. Recimo, če gremo na začetek, imamo ene hlače, dvojne hlače, trojne hlače, 4 hlače in podobno. Šteli smo torej podatke iz stolpca vrsta perila. Enako lahko avtomatsko stori tudi vrtilna tabela. Stolpec vrsta perila bomo povlekli v polje z naslovom vrednosti. Opazimo, da se je vrtilna tabela razširila. Dodan je stolpec z naslovom štetje od vrsta perila. Enako ime je zapisano tudi v polje vrednosti. Glede na obliko podatka v stolpcu vrsta perila, v celici je namreč zapisano besedilo, je računalnik sam ugotovil, da je najbolje te podatke prešteti. Vkolikor bi bila v stolpcu zapisana števila, bi računalnik predlagal vsoto. Seveda lahko vplivamo na to, kako bo računalnik prikazal podatke v polju oziroma stolpcu vrednosti. To bomo prikazali v naslednjem videu, ki bo prikazal naprednejše oblikovanje vrtilnih tabel.